Tako, ura je 12:01, čas, da se posvetimo temi, ki smo jo napovedali že tudi v naših raznih prostorih, ki jih imamo na razpolago na spletni strani, pa tudi danes v oddaji Začnimo skupaj. Namreč o tem, da bomo današnji prostor, to okroglo mizo, posvetili Primorskemu dnevniku, osrednjemu časopisu Slovencev v Italiji, ki praznuje letos 70-letnico obstoja. Pred slabim mesecem je iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel srebrni red za zasluge pri ohranjanju nacionalne pripadnosti Slovencev v Italiji, za zvestobo vrednotam, kot so svoboda, prijateljstvo med narodi in miroljubje, ter za prispevek k boljšemu medsebojnemu poznavanju in čezmejnemu sodelovanju. Konec septembra se je upokojil dolgoletni novinar in 8 let odgovorni urednik Dušan Udovič. Njegovo funkcijo je s 1. oktobrom prevzel Aleksander Koren. To so mejniki, ki jih bomo obeležili v današnji priložnostni okrogli mizi, ki jo bom vodila Alenka Florenin. Seveda je vprašanj in radovednosti še veliko več in ob že omenjenih bivšem in novem odgovornem uredniku bosta današnje omizje sooblikovala novinarja Poljanka Dolhar in Igor Devetak. Vsi prav lepo pozdravljeni, hvala, da ste sprejeli povabilo. Hvala vam. Torej, najprej vprašanje za novega odgovornega urednika. Kako ste preživeli prve dneve, prve trenutke kot odgovorni urednik? Verjetno ste se na ta prehod pripravili, oziroma bolje povedano, imate dolg staž, dnevnik poznate do drobovja. Sem pa izživel tako kot prejšnji teden, delovno. V smislu, da odgovorni urednik na Primorskem dnevniku je tudi član redakcije, ki aktivno vsak dan sooblikuje časopis. Nas je malo in to je tudi odgovorni urednik je v bistvu pleten v dnevno produkcijo. Seveda pa ob tem imam zdaj tudi še precej drugih zadolžitev. Nekatere stvari sem tudi, od nekaterih stvari sem razmišljal tudi prej, ampak potem, ko to začneš, je vse skupaj malo drugače, je pospešek dosti večji. In tako da imam kar natrpan dan. No, nakazali ste že nekaj iztočnic, to so glavne iztočnice današnjega omizja, namreč o tem, kako glede na določene pogoje, krizo in tako dalje, sploh Primorski dnevnik lahko izhaja tudi v tolikšnem obsegu, in o tem bi radi kaj več spregovorili v današnji oddaji. Bi še Dušana Udoviča, pa kot upokojenega odgovornega urednika, tudi vprašali, kako preživljate prve dneve, in namreč, če ste si predstavljali, da boste to poklicno pot sklenili ravno s tem priznanjem iz rok predsednika Republike Slovenije. Ja, to priznanje je res za nas, bi rekel, velik dogodek, nedvomno, in jaz lahko tudi rečem, tako brez neke lažne skromnosti, da je tudi zelo zasluženo. Pri tem mislim na vse tiste generacije, ne samo novinarjev, tudi drugih, ki so ustvarili ta časopis od leta 1945 naprej, kar je zelo dolga doba, in izhajati vsak dan in slediti temu našemu življenju in ustvarjati pogoje, da tukaj vsak dan izhaja pisana slovenska beseda, je nedvomno en velik podvig, če razmišljamo o tej preteklosti. Tako da to priznanje mislim, da nam veliko pomeni vsem, in tudi dejstvo, da je za nami, bi rekel, pozornost matične države, je zelo pomembno. Je vedno bilo v preteklosti in je še tudi za današnji čas in tudi za prihodnost je bistveno. Ta povezava seveda z matično domovino obstaja odvedno, obstaja tudi zdaj, seveda se to vidi tudi v člankih in seveda na raznih časopisnih straneh, tudi na goriških, kjer dejansko imamo ne le goriško tematiko oziroma teme, ki zadevajo Slovence v Italiji, in pa tudi druge splošne teme, ampak sledite tudi
nekako novogoriškim večjim dogodkom, tako da sta v goriški strani v nekem smislu tudi čezmejni. Predtem pa seveda pred vprašanjem, ki je seveda namenjeno v tem smislu Igorju Devetaku, ki vodi to uredništvo goriško, vprašanje Poljanki Dolhar in Igorju Devetaku namreč kot predstavnikoma, bomo rekli tako, mlajše generacije, torej novinarjev, ki so se znašli nekako v tem kontekstu, ki si ga verjetno, ko so izbrali ta poklic, niso predstavljali, ali kako? Poljanka. Ja, verjetno si ga nismo predstavljali ravno takega, v smislu, da ko sem začela sodelovati s Primorskim dnevnikom, je bila redakcija večja, številčnejša, medtem ko v zadnjih 10 letih se žal stalno manjša to število in zdaj smo spet na enem takem minimumu, ker imamo 13 novinarjev in odgovornega urednika, torej 14 članov uredništva, kar za ustvarjanje dnevnika takega obsega je gotovo malo. Tako da mislim, da delamo v ne ravno idealnih pogojih, ampak danes nihče več ne dela v idealnih pogojih, tako da nismo nobena novost žal in nobena izjema. Je pa tudi res, da je uredništvo relativno mlado in tako da mislim, da imamo kar nekaj energije, s katero pač se ustvarjamo ta časopis. Tako da dejansko to odraža trend, ki je seveda splošno v Italiji in seveda tudi na ravni naših organizacij. Bomo podrobneje osvetlili ta aspekt tudi, ker nas zanima konkretno, kaj to pomeni, ker namreč bralec, naročnik dobi Primorski dnevnik vsak dan v roke, razen ponedeljka, ampak to bi lahko bilo tudi sicer, tudi brez krize, recimo gre pač za izbire in verjetno si ne predstavlja, kaj vse stoji za tem. Meni se zdi pomembno, da občasno spomnimo na to, ker namreč tiskana beseda zahteva še dodatno skrb in pozornost, ker pač gre nekaj v javnosti, mora biti dodelano, kar se da do konca. Torej, Igor Devetak, goriško uredništvo je pač zgodovinsko prisotno v okviru Primorskega dnevnika, samo kot oklepaj, sama sem prvi svoje poklicne trenutke še kot sodelavka pač doživela ravno na Primorskem dnevniku, takrat, ko je bil še v ulici 24. maja, ko je bil še Marko Valtrič, ko je bil še Vlado Klemše, ki sicer je delal še do pred nekaj let. Torej, kot rečeno, to goriško uredništvo ima tudi nek čezmejni pomen in sodeluje tudi in pogleda tudi, kaj se dogaja čez mejo. Ni bilo vedno tako. Goriško uredništvo se je odprlo že leto po rojstvu Primorskega dnevnika, leta 1946. Mlajša generacija, ki danes se ustvarja goriške strani, je pa doživela istočasno s prihodom na časopis, doživela tudi neko zgodovinsko prelomnico. Primorski dnevnik, kar se tega tiče, je celo prehiteval čase. Nanašam se na širjenje Evropske unije na Slovenijo, vzhod. Primorski dnevnik leta 2003 že razširil svoj prostor, šel čez mejo, poiskal novo goriško dopisnico in začel graditi identiteto teh strani, goriških strani, na gledanju na goriško kot na celoto, tu in onstran meje. To je bila mala revolucija v glavah, tako pri Primorskem dnevniku mislim, ampak istočasno predvsem za prostor. Za prostor, ki danes, še bolj kot v preteklosti, potrebuje novih motivacij, novih izzivov, prostor, ki se deli, ki ima v sebi različne silnice. Vemo, da goriška pokrajina ima dve središči de facto, Tržič, socialno problematičen, multietničen, Gorica, načeloma precej depresivna, ki še v iskanju neke svoje poklicanosti. In če se lahko tako izrazim, ko razmišljam o goriški redakciji, imam podobo 3D redakcije, ki dela na 3 dimenzijah. To pomeni, da gleda na vse to, kar se dogaja v Slovenski narodni skupnosti, v manjšini, mora gledati na vse to, kar se dogaja v goriški pokrajini, ker ta je prostor, ki ga mora obvladati, se odzivati na krajevne dogodke, ker to pričakujejo naši bralci. 3. dimenzija je ta, ki gleda čez mejo. Vsak dan se moramo mi soočati s tem. In kar se tega tiče, smo v medijskem prostoru unikum. Noben časopis, noben medij, tiskani medij, ne obvladuje prostora, kot ga lahko potencialno mi.
Aleksandar Koren, torej v teh prvih dneh so pozorni bralci opazili tudi neke zunanje spremembe, bomo rekli tako, grafične, neke novosti na prvi strani, pa komentarje na notranjih straneh, ni več uvodnika na prvi strani. Še kaj, kar sem spregledala, kako bi orisali te novosti in kaj imate še v mislih, na čim delate, recimo? Ja, res je, to so marsikdo je opazil in me na to tudi že opozoril. Moram reči tudi s precej tako pozitivnimi komentarji s tem v zvezi. Ja, mi smo pač imeli en tako, bi rekel, umestitveni sestanek, no, ta beseda zgleda zelo huda, ampak ni tako, na katerem sem jaz pač predstavil nekatere svoje poglede. Bi rekel tako, da te grafične spremembe, ki so tudi sicer delno vsebinske, so pravzaprav najlažje. In mogoče je to šele en začetek neke poti, o kateri smo se dogovorili, zato da bi časopis tako malo posodobili, malo spremenili, da bi bil mogoče malo bolj sproščen v svojih vsebinah, ne tako no, sej to ni bil, ne, ampak vseeno pač mlajša redakcija, pa tudi nov odgovorni urednik, normalno, da prinese s sabo nekaj novih idej. V resnici največje delo nas pravzaprav še čaka, zaradi tega, ker pač v okoliščinah, v katerih nastaja časopis, je treba, po mojem mnenju, predvsem zelo dobro organizirati delo. In jaz računam, da morda bomo lahko v prihodnjih mesecih pač predstavili še kakšno drugo spremembo, ampak tukaj je treba biti zelo realisti. Dejansko z upokojitvijo Duška smo izgubili še enega novinarja, ki zaenkrat ni bil nadomeščen in ne vem niti v bližnji prihodnosti, če bo to mogoče. Še vedno smo v kriznem stanju, se pravi, da ko je Poljanka omenila, da nas je 13, to je na papirju, nikoli ni 13 novinarjev vsak dan v uredništvu, jih je precej manj, recimo od 8 do 10 v najboljšem primeru. In jaz mislim, da je treba ta problem rešiti. Tukaj gre za zagotovitev časopisu tistih materialne podlage in predvsem tudi neke stabilne materialne podlage, ki nam bi lahko omogočila, da prihodnost in razvoj časopisa resnično načrtujemo. Tega v tem trenutku mi ne moremo delati. Zaradi tega je tudi zelo težko karkoli spremeniti. Bomo se potrudili po svojih močeh. Treba je nekako delati trenutno dan za dnem. Dušan Udovič v nekem intervjuju ob odhodu ste dejali, da ste optimistični glede recimo pozitivnega razpleta, tudi glede na predlog novega zakona o tisku. Ta zgodba, ta žalostna med navednicami, ta krčenja so se začela že nekaj let nazaj, tudi je bilo precej tako kritik na račun časopisov takih in drugačnih. Celo ste v nekem trenutku pisali tudi Grillu, pač neko pismo, da ste opozorili na to, da kot dnevnik neke manjšine pač ne morete biti, vas ne morejo pač primerjati z drugimi. Ostajate optimisti, kako gledate seveda zdaj iz tega bolj privilegiranega morda zornega kota, čeprav jaz mislim, da v nekem drugem smislu ste še zelo tako navezani in boste ostali navezani na Primorski dnevnik. Ja, jaz sem bil vedno optimist, prvič, ker sem to po naravi, in drugič, ker si ne predstavljam italijanske države, ki bi dovolila, da zmanjka edini slovenski časopis v Italiji. Tega si jaz ne morem enostavno predstavljati. Ne. To ni prva kriza, ki jo doživlja Primorski dnevnik. Doživeli smo jih zelo, kar nekaj, ne. In vsakokrat smo se na nek način izmazali iz tega. Ne? Ampak ta kriza je res huda, ker kot je bilo prej povedano, s tistimi številkami, ki so številke, da se razumemo, ampak številke v tem primeru so ljudje, ki delajo in morajo vsak dan narediti čim bolj kvaliteten proizvod. Ne? Mi smo vsak dan na nekem izpitu
Ne? In od našega uspeha je odvisno, oziroma od tega, koliko je časopis dobro zgrajen in napisan, je odvisen tudi uspeh časopisa. Ne? Kot vemo, Primorski dnevnik, tako kot drugi manjšinski časopisi, nima možnosti, da bi stal sam na trgu, ne? Da bi živel samo od prihodka, od prodaje in reklame, kot živijo ponavadi časopisi, ampak dobiva seveda za to javne prispevke. Mi vemo, da se je ta mehanizem zataknil, trajal je celih 25 let, ne? Ko je ta zakon bil sprejet, potem smo imeli nekaj časa relativen mir, ne? Ker se niso te, bi rekel, kvote, ki so bile nam dodeljene, se niso nižale. Potem moram reči, jaz odkar sem prišel na čelo dnevnika, vsako leto je bilo ali 5%, potem je bilo 15%, potem je bilo 30% manj, na koncu je čez 50% manj. Ne? Zdaj, človek si lahko predstavlja, da če so sredstva skoraj razpolovljena, ni mogoče ustvarjati normalno. Ne? Prej je bilo rečeno, da se itak dogaja to okoli. Ampak jaz mislim, da ni normalno za nek časopis, ne, da je postavljen v en položaj, ko ne more niti, bi rekel, proizvajati enega takega proizvoda, kot ga je že bil sposoben proizvesti, ne, količinsko in vsebinsko, in zato se mora ta stvar absolutno rešiti. Ne. Optimist sem tudi zaradi tega, ker ta zakon, ki je zdaj v izdelavi, glede tega zakona je neko soglasje političnih sil, ne. Načelno soglasje glede tega, da mora vsebovati ta zakon tudi eno specifično, bi rekel, precizacijo, ki zadeva manjšinske časopise. Ne. Mi nismo edini, ne. Poleg tega, kot je znano, poleg Primorskega dnevnika sta še dva nemška dnevnika na Južnem Tirolskem, je drugi tisk, tudi mislim, da to bi moralo biti urejeno. Skrbi me čas, ne, ker to se zavlačuje iz meseca v mesec in zdaj resnično upam, da bo to recimo v doglednem času rešeno. Ker to v bistvu se je tako pokazalo, ne, v praksi, da delate kot novinarji, ne, zato govorimo o teh številkah, ki ste pač v 13, ampak dejansko vsak dan precej manj, ker obstaja ta oblika solidarnosti nekako, tako da tisti, ki ste v uredništvih pač delate vsi, ampak ne vsak dan in tudi seveda nimate vseh raznih dodatkov in tako dalje in tako dalje. In še verjetno si upam trditi, takrat, ko ste v službi, nimate pač urnikov, Poljanka Dolhar. Ja, to je bilo tako, moram reči. Mi smo solidarnostno pogodbo imeli 3 leta, zdaj se v bistvu ta faza nekako zaključuje, ampak ne zato, ker bi se rešili naši problemi, kot je tudi povedal Duško, ampak zato, ker se je medtem nabralo toliko neizrabljenega dopusta, ki ustvarja izgubo v bilanci podjetja, tako da se je v bistvu podjetje odločilo, da prekine solidarnostno pogodbo in nas prisili, da porabimo tisti dopust. Tako da se v bistvu razmerje sil v redakciji ne bo spremenilo. Solidarnostna pogodba je en tak tip pogodbe, ki omogoča, da v bistvu podjetje nikogar ne pošlje na cesto, ampak, in torej, da vsi ohranijo delovno mesto, ampak delajo vsi manj. Mi smo konkretno morali biti doma en teden na mesec in kot si pravilno ugotovila, tiste 3 tedne pa, ko smo delali, smo v bistvu delali brez urnikov in veliko več, kot predvideva naša pogodba in naš urnik, ker je pač bilo število prisotnih tako nizko. Mislim, da negativni rekord je bil, da smo časopis ustvarili v 6. In tako da 6 ljudi ne more sestaviti časopisa v 7 urah in 12, kolikor je naš delovni urnik. Ker tudi izid nekega časopisa je ena pač kompleksna procedura, ki seveda ne odvisi samo od novinarjev, ne? In se pravi, da je mehanizem, bi morda samo na hitro povedali, Aleksandar Koren, recimo, kako se začenja dan na uredništvu in kako se konča seveda s tem, da gre primorski vtisk in potem seveda tudi do raznašalcev. Ja, pravilno ste povedali, to dan se začenja dopoldan in se konča v bistvu po noči oziroma pred polnočjo, ko ima časopis nujno vtisk, ne, to je časopis je malo tudi po svoje, mogoče ga rečeno, tovarniški produkt, ne, so točno določeni urniki in se jih moraš držati. Drugače potem časopis ne pride pravočasno v roke bralcev naslednji dan ali pa ne gre na vlak za Ljubljano ali za druge kraje, kjer pač naš časopis, kjer lahko dobiš naš časopis. In to se pravi, da tudi to
je včasih povezan z določenim stresom, ker moraš zadeve končati pač v tisti uri in ne glede na to, ničesar ne moreš preložiti na naslednji dan. Med drugim si bralec tudi glede pač povezavi z nekim dogodkom pričakuje, da bo novico o tem dogodku bral recimo čim prej, naslednji dan, če se da, če je bilo to zjutraj ali popoldne, ali pa kvečjemu dan kasneje. Se pravi, da obstajajo tudi neka vrsta pričakovanja strani bralcev in tem skušate seveda vedno zadostiti in tako tudi je. Ampak dejansko, recimo, če bi si tako zamišljali en dan novinarja, bom rekla zelo laično, naj bi bil to dogodek, se pravi spremljanje na terenu, potem nekako zbranje misli in zapis članka. To je treba nekako pomnožiti verjetno za več takih dogodkov. Igor Devetak, tudi za Gorico. Teritorij je širok, kot si povedal prejle, in seveda nekaterim stvarem pač prisostvujete osebno, ker imajo neko vrednost, tudi morate biti osebno prisotni, za druge pa je treba malo rekonstruirati zadeve. Ja, tako gre. V resnici, odkar so v redakcije vstopili računalniki, je novinar žal vedno bolj priklenjen nanje v resnici. Torej terena manj, spremljanja dogodkov v prvi osebi tudi manj. Računalniki so dodali našemu delu tudi en del zadolžitev, ki so jih imeli tiskarji. Sami rišemo strani, sami vnašamo fotografije, sami dodelamo vsak element, ki se pojavlja v tiskani izdaji časopisa. Tako da so dragoceni v tej novi konfiguraciji produciranja tiskanega medija, so zelo dragoceni sodelavci. Primorski dnevnik se lahko naslanja na dragocene, nekatere zveste sodelavce. To velja tudi za Gorico. Velika prednost sodelavcev je ravno ta, da so lahko na dogodkih med ljudmi in še predvsem velika dragocenost so zato, ker delujejo kot neke vrste tipke na terenu, stalno na preži in to najbolj potrebujemo. Mi stalno opažamo pri Slovencih v Italiji, v naši skupnosti, tisto, na katero se obračamo, neke vrste zadržanost, sramežljivost, se ne ravno radi obračajo na nas, ampak naslednji dan pa pričakujejo novico v Primorskem dnevniku. Torej, mi iščemo, mi si želimo, mi spodbujamo, jaz spodbujam, da bi prihajali vzgibi, izzivi iz terena. Ja, z terena, izmed naših naročnikov in potem, kar se tega tiče, jaz mislim, da Primorski dnevnik si zadajemo še eno dodatno vlogo, da s to širino, ki si jo želimo, da bi dosegali vse to, kar se giblje v narodni skupnosti, tudi izven organizirane narodne skupnosti. In jaz mislim, da na tem področju bi našli vedno več mladih ljudi in to mora biti ena od naših ciljev in perspektiv. Če se povrnemo ravno na vaše delo oziroma prav na profil novinarja, zdaj se mi zdi, da s temi komentarji morda tudi uspete iti nekako čez in da ni samo kronika nekega dogodka. To se mi zdi tudi glede na to, da verjetno v teh kriznih časih ni veliko časa za dodatno izobraževanje, za izpopolnjevanje, kar bi bilo seveda za predvsem mlajše novinarje zelo dobrodošlo. To je en izziv, en dodaten izziv in tudi ena oblika tudi nekega izpopolnjevanja ali drugačnega angažiranja. Poljanka. Ja, moram reči, da kot vam je Saško Koren predlagal te komentarje, da meni je bilo všeč utemeljitev, s katero jih je predlagal, in sicer je rekel, da v resnici že danes oziroma že pred uvedbo teh komentarjev na naših straneh je bil marsikateri zanimiv članek, tudi bolj oseben, ki dajo en tak oseben pogled na stvari, ampak ni bil dovolj dobro vrednoten in torej ga morda bralci niso zaznali kot takega. In zato, da v bistvu bi lahko že s tistim, kar smo prej pisali, morda postali malo bolj razpoznavni in tako mislim, da ta uvedba komentarjev je bila vsem uredništvu všeč. Tudi zato, ker omogoča, da pišeš o malo bolj tudi ležernih temah, medtem ko tisti uvodnik na prvi strani je pač bil malo bolj zavezujoč. In tako da, kar se pa tiče poglobitve in izobraževanja,
To je ena od stvari, ki recimo jih jaz osebno pogrešam, da nimamo časa se poglobiti v določene teme in v bistvu si lahko že srečen, če se ukvarjaš samo z eno temo na dan, ampak se ne zgodi v bistvu skoraj nikoli. Kaj šele, da bi lahko 2-3 dni se posvečal in potem pripravil eno reportažo in v bistvu se posvečal malo preiskovalnemu novinarstvu. Vsekakor, Aleksandar Koren, mislim, da težnja je ta, da posamezni novinarji, če se le da sledijo potem v pač nekemu dogodku, v nastajanju, če se pač zavleče za nekaj časa. To mislim, da je tudi interes dnevnika. To bi moralo biti, ampak je zelo težko to uresničiti, ker dejansko pride trenutek, ko novinar, ki se ukvarja z določeno temo, mora pač obvezno ostati doma in potem ga nadomesti nekdo drug. To je eno, bi rekel, ključnih vprašanj sodobnega novinarstva. Zdaj, mogoče nimamo časa, da bi to zadevo poglobili, ne? Ampak danes moramo vedeti, da se je ta medijski prostor popolnoma spremenil. Nismo še nič govorili o spletni informaciji, mogoče bi morali o tem tudi kaj povedati. Ne? Dejstvo je, da danes... Bomo še kasneje. Dejstvo je, da danes tiskani medij ni več primarni vir informacije, kot je bil še pred mogoče 20 ali več leti. Ne? In torej se od časopisa pričakuje ne samo to, da še vedno poda tudi osnovno informacijo, ker vemo, da je en določen del bralcev, ki bi rekli niso tehnološko zelo podkovani, če lahko rečem tako. Ampak po drugi strani istočasno novica je že stara, kada je objavljena v časopisu in to je bilo potrebno nadgraditi z poglobitvami, je bilo treba komentirati, mogoče jo opremiti z kakšnim pogovorom, intervjujem in to je prihodnost tiskanih medijev, če se hočejo pač na trgu obdržati, če hočejo biti še zanimivi. Ne? Samo to seveda je veliko bolj zahtevno, kot je bilo recimo včasih in mi, ne samo mi, skoraj vsi tiskani mediji so šli v depotenciranje redakcij in tehnologijo se je izkoristilo za to, da se pač varčuje na delovni sili dejansko, kot je že delno povedal tudi Igor, ne pa zato, da se potencial, ki jo nudi tehnologija, izkoristi za boljši produkt. To so skoraj vse medijske hiše bile prisiljene v to, mi zelo izrazito. In to je seveda en velikanski problem. Zato sem na začetku rekel, da je najprej treba stabilizirati časopis v smislu, da preprosto časopis bi moral ustvarjati večje število novinarjev, prav v tej smeri. Kdo skrbi za spletne strani oziroma tudi za dodajanje tudi svežih vsebin v teku dneva? Posameznik, ki pripravi potem tisti članek tudi za naslednji dan ali kako? Ja, nekako tako. Mi si ne moramo privoščiti, da bi imeli spletno uredništvo, da bi imeli ljudi, ki bi se ukvarjali samo s tem. Čeprav mogoče mislim, da to je tudi ena usmeritev, ki se malo izgublja. Na začetku so tudi velike časopisi ustanavljali velike spletna uredništva in se je pokazalo, da je to tudi en velik strošek. Reklama na spletu ni še zelo razvita. Mi si tega sploh in tudi zato se mnogi vračajo k temu, da pač mogoče tudi to tehnologija zdaj novejša omogoča, da se pač novinar razdvoji in je bodisi spletnik kot pa tiskani novinar, če lahko tako rečem. Ampak to je tudi še ena dodatna naloga. Ne? Mi se zavedamo, da je to en inštrument, ki ga moramo uporabiti. Je to prihodnost časopisov, zadnjič na enem internem tečaju, ki smo ga imeli v uredništvu, izobraževalnem, ni da jih ne delamo, ampak včasih jih, no, smo slišali podatek, ki je mogoče tudi precej znan, da je prodaja tiskanih medijev v Italiji v zadnjih 20 letih padla za 45%. To velja predvsem za velike državne medije, ne toliko za lokalne. Ne? Se pravi, da imamo podatek, da ostale odstotke krijejo pač ti sodobni prijemi? Ali pač da je usmeritev je jasna. Upanje je, da ni tudi upadlo število bralcev na splošno, ne, časopisov, kar bi lahko bilo tudi pač ena razlaga. Mislim, da je tako. Ne? To je realnost. To se pravi, da mi moramo imeti pred sabo tudi vizijo, da je potrebno istočasno graditi tudi eno spletno alternativo ali pa dopolnilo, ali pa kako hočete imenovati. Seveda to spet odvisi tudi od situacije, ki se bo razvila glede na
na nov zakon. Bi se povrnili trenutek tudi na Dušana Udoviča, ker prej je dejal nekaj zelo seveda točnega, da italijanska država ne more dopustiti, da bi bil seveda zaprt ali da bi se izhajanje dnevnika prekinilo. Jaz bi rekla, tudi slovenska manjšina ne sme tega dopustiti na nek način, ne, da bi ostala brez svojega osrednjega dnevnika. Absolutno. Kako malo tako recimo spet iz perspektive nekoga, ki zdaj gleda malo nazaj v tem smislu, kako bi ocenili to, ne vem, ta odnos med manjšino in svojim, ne, torej, in dnevnikom, ki je nekako izraz pač tega, kar se dogaja in izhaja vsakodnevno, se pravi, tudi časopisi, ne, splošno v življenju so nekaj zelo, zelo pomembnega, mediji in to, ne, se pravi, tudi časopis. Ja, se bom naslanjal delno tudi na ene podatke, ki so išli iz raziskave, ki jo je pred par leti naredil Slori o časopisu, ampak tudi na naše izvirne podatke. Vsi imamo nek odziv strani bralcev, praktično vsak dan, tako ali drugače. In mislim, da ti podatki kažejo, da naši bralci so zelo navezani na ta časopis. Časopis je neka inštitucija, ampak je, kako bi rekel, vsakodnevni kruh, kot sem napisal v uvodnik enkrat. Ne? In ljudje ga čutijo za svojega, kar se vidi tudi potem, kako protestirajo, ko se zgodi, recimo, da slučajno zmanjka ali pride bolj pozno in tako dalje. Tako da ena vez z našimi ljudmi nedvomno obstaja in je zelo trdna in zelo močna. Tudi imamo komentarje na račun naših vsebin, ne, tudi kritične, za kar smo tudi hvaležni, ne, ker če nas ljudje opozarjajo na to, da kaj izboljšamo, smo lahko samo hvaležni. Hkrati pa, seveda, tukaj je treba, jaz sem rekel prej, res, da si ne predstavljam, da bi država pustila, da časopis izgine. Ampak mislim, da bi moralo biti tudi v manjšini, nasplošno, govorim tudi le o političnih dejavnikih, bolj, bi rekel, prisotno to dejstvo, da smo v težavah in da časopis mora iz tega izideti. In vsak bi moral verjetno narediti več za to. Ne? Včasih jaz sem tudi v tem zadnjem uvodniku sem malo politiko, bi rekel, obtožil, da zna biti sebična. Ne? Res, ker politike dosti zanima biti prisotni, biti vidljivi, kot pravimo, ne? Ampak bi se morali tudi zavedati, in najti en skupni jezik prav okoli tega časopisa, da se naredi ena učinkovita akcija za to, da pridemo ven iz težav. Ne? Trenutno jaz čutim eno veliko podporo in tudi delovnost strani slovenske poslanke, tudi krovnih organizacij občasnih, ampak ne čutim vsak dan tistega zavedanja, kaj se dogaja zadaj, ne, kakšne težave realno obstajajo. Bi morali dati več energije v to, da se ta položaj reši. Ne. Dejstvo, da mi izhajamo vsak dan, tako nekako uspava ljudi, ne, v tem na nek način se ne zavedajo. Morda bi, zdaj rečem eno neumnost, ne, morda bi morali zmanjkati za 15 dni, da bi se zavedali, kaj pomeni, če ni Primorskega dnevnika. Ne. Se to je tudi smisel pravzaprav tudi današnjega omizja, ne, da malo spregovorimo prav konkretno o tem, kako deluje dnevnik in kakšne so težave predvsem, seveda tudi pozitivne plati in tudi seveda, da obstaja ekipa novinarjev, ki seveda dela tudi iz takih vzgibov, ki niso bi rekla, sorodni drugim novinarjem, ne, v drugih časopisov, ker seveda, če bi gledali samo nekako na poklic, na profil, na pravice in tako dalje, ne, in na sindikalne zadeve in tako, verjetno bi s težavo ta dnevnik že zdavnaj ne izhajal, kakor tudi ne izhajajo določeni drugi časopisi, ki so se znašli v tej situaciji. Ta zvestoba je osnovana na informacijah, na narodnostni identiteti, na zgodovinskih vsebinah, na pripadnosti. Se pravi, kje vidite, da je največja, recimo, ta navezanost, najmočnejša, v katerih vrednotah in če se te vrednote nekako spreminjajo v času, potem kako to velja nekako za vse to vprašanje. Se zavedam, da ni enostavno, ampak če seveda upoštevamo to, da se z narodnostno mešanimi pač družinami, se seveda tudi z
antropološkega vidika, sociološkega vidika spreminjajo neke stvari, ne, tako v perspektivi, kakšna naj bi bila smer, prava smer. Ja, jaz mislim, da je to, bi rekel, časopis mora biti en miks vsega tega, kar si do zdaj povedala. Ne bi rekel, da je samo en razlog za to, da so ljudje nam zvesti, jih je cela vrsta, ne? Ampak prvi razlog mora biti kvaliteta proizvoda. Jaz tle nimam nobenega dvoma. Ne? Časopis ga bojo ljudje imeli v roko, če bojo ne zaradi tega, ker so Slovenci ali ker so zavedni Slovenci ali iz neke dolžnosti. Vedno bolj ga bojo imeli v roke ali pa gledali tudi na spletne strani, če bo časopis ažuren, če bo nekaj prinašal, če bo prinašal vesti o našem življenju in tudi širšem življenju. Iz tiste ankete, kot sem jo prej omenil, ki jo je naredil Slori, izhaja, da cela vrsta naših bralcev rabi izključno Primorski dnevnik kot svoj časopis. Ne sega recimo po drugih časopisih. Tako da mi moramo to upoštevati in ponuditi en proizvod, ki je berljiv, ki je kvaliteten iz vsakega vidika. To je glavna stvar. Ne? Poljanka? Ja, se mi zdi, da imamo tudi zelo različne profile bralcev, kot je omenil Duško, so nekateri... Tudi naročnikov, ne? Ker eno so bralci, drugo so naročniki, mislim, da tu moramo tudi pač narediti eno razliko. Ne? In so taki, za katere je Primorski edini vir informacije in torej zaradi tega tudi kot časopis vztrajamo pri tem, da prinašamo novice tudi iz sveta, pač z Italije, z širšega tega našega prostora, ker bi se lahko po drugi strani tudi odločili, da ne bi bilo tako in da bi postali bolj lokalni, bi vso svojo energijo lahko vlagali v krajevno dogajanje. Kot bi si želeli sicer nekateri, ker obstaja tudi skupina pač Slovencev, zamejcev, ki bi radi izključno ali vsaj pretežno imeli recimo med navednicami zamejske oziroma tematike, ki se neposredno vežejo na naše življenje tu. Ne? Ja, ker nekateri drugi pač tudi berejo druge državne časopise in torej ostale recimo informacije iz Italije in iz sveta jih dobivajo v drugih časopisih in zato bi radi, da bi bil Primorski bolj še trdneje povezan z manjšinsko stvarnostjo. Se mi zdi, da potem je tudi tak profil recimo mlajših bralcev oziroma, bom rekla mlajših, tako recimo mojih vrstnikov, ki so tisti, ki so zrastli recimo s Primorskim dnevnikom doma in vidim, da zdaj tudi, ko si oni sami ustvarjajo družino, tudi oni potem hočejo imeti Primorski dnevnik doma, tako da mislim, da je tudi malo stvarjene navade, ne? Če se nekdo, če recimo Primorski dnevnik del njegovega vsakdana, bil celo življenje, ostaja pač zvest časopisu in se ne zadovolji samo spletom, ne? Ker recimo bi lahko tudi mislili, da mlajši jim bo dovolj, da bodo brali na spletu, medtem ko ne. Ti mlajši bralci pa se ne zadovoljijo samo z manjšinskimi tematikami in so veseli, ko jim damo še kaj drugega, ne? Recimo tako ena stvar, ena tako področje, na katerem smo mi malo deficitarni in ki bi ga lahko mislim malo izboljšali in upam, da ga bomo, je recimo ta popkultura. Mi se dosti ukvarjamo z resno glasbo, z gledališčem, tudi še nekaj z literaturo, ampak s televizijo recimo sploh ne, z vsem tistim, s čimer se danes ukvarjajo mladi, ne vem, mislim na razne X-faktorje, talentšove in tako dalje. So stvari, ki v naš časopis ne pridejo, medtem ko mislim, da bi bilo pomembno, da bi prišli tudi iz enega jezikovnega vidika, ker tako bi se morda tudi ti mlajši bralci ne pogovarjali o teh stvareh izključno z italijanskimi izrazi, ampak tudi slovenskimi. To se navezuje nekako na tisto, kar je Igor Devetak rekel prej, ne, da bi šli tudi malo izven tega strogo organiziranega manjšinskega življenja in da bi uspeli priti, to je stvar seveda, bom rekla, ker smo na radiju, tudi veliko vprašanje, s katerim se ukvarjamo tudi na radiju, ne, ker namreč kako doseči vse najmanjše, najbolj kapilarne koreninice naše skupnosti. Meni so zelo drage nedeljske strani, te poglobitvene, ne? Teh je bilo seveda tudi v preteklosti več in meni se zdijo, da to na tem je treba nekako ostati, ne? Ker ob nedeljah imaš tudi malo več časa in nedvomno včasih ti vsakodnevni dogodek, vest nekako gre mimo, pogledaš naslov in se ti zdi že, da ni nujno, da veš več o tistem umoru ali o tisti nesreči, prometni nesreči in tako dalje.
dejansko pa pogrešamo. Govorim sicer zase, ampak tako malo izhajam iz tega, te poglobitvene, te daljše zadeve, v katerih lahko tudi dobiš eno dodatno dimenzijo, ne, da ni samo nizanje nekih dogodkov. Ja, to sem v bistvu povedal prej, da pač vloga nekega tiskanega dnevnika ni več samo ta, da prenaša osnovno informacijo, ampak da jo potem tudi poglobi. Ja, to imamo seveda to v načrtih, ampak pač to je že bilo, ne, tudi do neke mere in potem zaradi krize se je pač ta obseg teh nedeljskih strani zmanjšalo. Jaz v programu je, da prej ali slej to obnovimo. Mogoče tudi s pomočjo nekaterih kolegov, kot je sam Duško, ki je zdaj osvobojen vsakodnevnih tegob. Kot odličen pisec, to je treba povedati, bi se lahko mogoče poglobil v kakšne teme in bomo seveda rade volje to objavili, ampak seveda tudi drugi avtori, mogoče tudi mlajši avtori, brez zamere, Duško. Ampak to je eno delo, ki ga prav gotovo se ga moramo lotiti, ampak ga ne bomo rešili v nekaj tednih, ne? To je pač jasno. Če se povrnemo torej na te sodobne prijeme in na te razne aplikacije in na spletne novosti in tako dalje, gre res za neko področje, ki je v stalnem razvoju, stalno prinaša nekaj novega in res je težko tudi, ne, vidimo sami tudi na radiju, kako je težko temu slediti, ne, biti vedno v koraku s tem. Vseeno imamo pa tudi to vprašanje oziroma raznašalce, ne, Primorskega dnevnika. Meni se zdi ta sistem skoraj vreden neke zaščite tudi v prihodnje, ne. Čeprav se zavedam dejansko, da raznašalci so v neki meri tudi stvar že preteklosti. Začnemo prav z Udovičem in potem ostali, kaj se vam zdi, koliko se da pri tem še vztrajati. Ja, jaz ne bi rekel, da so stvar preteklosti, so krepko stvar sedanjosti, ne. Ker če ne bi imeli raznašalcev v nekaterih krajih, sploh ne bi imeli dostopa do časopisa, oziroma dostopa do abonenta. Ne? Ker ni trafike in ker ni povezave na pošta ne funkcionira. Včasih sami sebi rečemo, da smo malo razvadili ljudi, ne? Na ta način, da jim prinesemo časopis na dom. Ne? Ampak objektivno se dogaja, da v pomembnih krajih, kjer imamo recimo po nekaj 100 naročnikov, ni nobenega kraja, kjer bi lahko človek šel iskat časopis. Mora sesti v avto, iti v naslednjo vas, ali pa celo bolj daleč, ne? In v tem primeru seveda je to komplikacija. Ne? Dej, seveda, to je tudi en strošek. Ne? Smo večkrat tudi na občnih zborih zadruge debatirali o tem, ali se da kaj tukaj narediti ali ne. Mislim, da dokler bo obstajala papirnata izdaja časopisa, ne? Da bo težko kaj premakniti v tem smislu. Ne. Tudi zaradi tega, ker to je ena naša specifika, ki sodi v ta naš prostor. Tega v Italiji ni. Ko drugim to omenjamo, ne, se mal čudijo. Ne. Južni Tirolci imajo celo po pošti, ampak tam imajo drugače urejene stvari. Ne. Tako da jaz zaenkrat ne vidim še možnosti, da bi se to spremenilo. Ne. Pa vedno to premlevamo, kako bi rešili. No. Imamo vedno pred sabo ta problem. Figura raznašalca je pa še vedno bistvena. No, se strinjam in tudi, ker ste omenili pač druge manjšinske časopise, se mi zdi tudi to sodelovanje z drugimi sorodnimi mediji v Evropi izredno pomembno in pred kratkim ste gostili na nekem posvetu tu v Trstu, ne, se pravi predstavnike teh dnevnikov. Kaj pa oni, kako se srečujejo, soočajo s težavami, ki si predstavljam, da so v nekih točkah skupne? Ja, mi smo soustanovitelji tega združenja, kot Primorski dnevnik tega združenja Midas. Teh dnevnikov v Evropi je približno 30 in se marsikdaj tudi mi objavljamo članke o tem pogosto, ker imamo skoraj vsako nedeljo manjšinsko stran, da so tudi v velikih težavah, marsikje, ne, tako da nismo edini. Je pa zelo pomembno, da smo s temi manjšinami povezani, s temi časopisi, zato da pač si izmenjujemo izkušnje, se medsebojno informiramo in tudi na nek način merimo puls, ne, tej situaciji. Če se nanašamo na dejstvo, da je manjšin v Evropi 50 milijonov,
bomo razumeli, da ti časopisi imajo svojo vlogo in svoj pomen. Ne? In zdaj biti v takem združenju je tudi za nas ena taka, rekel, dodatna podpora, ena podporna točka. Ne glede na to, da tudi sama Evropa išče, torej na evropski ravni se iščejo rešitve, kako pristopiti bolj solidno do tega vprašanja manjšinskih dnevnikov. Ne. Počasi zaključujemo, ker namreč imamo še tako peščico minut. Bom povedala, da nalašč nismo danes se dotaknili vprašanja vsebin oziroma vplivov raznoraznih na to, kar bi moral Primorski dnevnik prinašati kot vsebine, takšne ali drugačne, niti se ne lotevamo vprašanja jezika in teh podobnih pomembnih vprašanj, ki pa zahtevajo veliko časa in nima smisla, da jih samo nakažemo. Mislim, da glede vsebin bi bilo prav tudi, da bi bil zraven predstavnik pač tudi založništva. Danes sem želela, da bi bolj konkretno predstavili delo Primorskega v tem trenutku in seveda tudi pomen, ki ga ima. Mislim, da smo to sporočilo jasno nekako posredovali, ampak mislim, da tudi javnost, tudi večinska javnost prepoznava Primorski dnevnik, pač bom rekla za Gorico, ker poznam malo bolj, da skoraj ko je tiskovna konferenca ali kak dogodek in ko ni še novinarja ali koga z Primorskega, pač in Primorski, počakamo še Primorski, tako da Piccolo Primorski, to so že, bi rekla, skoraj v luči, v očeh tudi javnih oblasti nekako enakovredni, bom rekla. Tudi če nekaj dodam k temu, to je vsakdanja goriška izkušnja predvsem, mislim, da je zelo podobno za tržaške kolege, ta vsakodnevni stik tudi z italijansko javnostjo, z občinskimi upravitelji, naprimer, ne glede na njihovo barvo, je zanimivo obojestransko. Za nas seveda zato, ker to je vir informacij, za njih pa je še posebno dragocen, ker smo neke vrste posrednik informacij, tolmači, pomagamo pri razumevanju dogodkov, ki jih zaradi jezikovne pregrade ne dosegajo. Nekoč jih ni toliko zanimalo, imamo vtis, da jih bolj zanima, da so nekatere zadeve tudi v Primorskem. Jih zanima, če se spet vračam v Gorici, zato ker se je odprl ta čezmejni goriški prostor. Tako Gorica kot Nova Gorica dobro veste, da sta za svoje državi periferija in rob. In da v njunem združevanju, ki ni nujno evropski projekt, drag evropski projekt sam sebi namen, ampak predvsem neko medsebojno povezovanje iz nekih lastnih vzgibov, enostavnih, preprostih vzgibov, kar pomeni lahko bencinski servis, market, gledališče, muzej. In italijanska javnost te informacije išče in italijanski mediji niso še prečkali meje, kar se tega tiče. Tako, slišali smo, da ima Dušan Udovič še prihodnost na Primorskem dnevniku v raznih prispevkih v tem novem kontekstu. Za vse ostale pa verjamem, ker za tem stojijo in ne bi tako delali, če ne bi v to verjeli, da torej Primorski mora imeti neko bolj svetlo prihodnost, saj kar se tiče finančnega kritja, glede ostalega boste prav gotovo sami znali poiskati najboljšo pot. Poljanka, kaj bi si zaželjela recimo v novih 70 letih, torej za naslednjih, vse do takrat, ko boš tudi ti na mestu Dušana Udoviča tu spregovorila o svoji poklicni poti kot penzionistka. Do pokojite ne bomo prišli, verjetno naša generacija, tako da ne bom nikoli na Duškovem mestu. Se bomo spomnili, kaj, da bomo vsi skupaj za tem omizjem tudi drugače bomo poskrbeli. Kaj bi si zaželela, je težko, v smislu ne vem, v sanjah ali v realnosti? Recimo v realnosti. Sanje je prav, da so, ampak verjetno v tem trenutku ne pomagajo dosti. Ne. V realnosti to, da bi pač lahko delali v čim boljših pogojih, da bi se... Upam, da se ne bo ponovilo to, kar se je dogajalo v zadnjih letih, čeprav mi starejši kolegi pravijo, da je lahko še vedno slabše, tako da nažalost ne vem, če bo res tako, ampak upam, da nam bo omogočeno, da delamo v sprejemljivih pogojih in da se ustvarjamo čim boljši časopis. Se strinjam s tistim, kar je rekel Duško, da bralci nas bodo brali samo, če bomo zanimivi in če bomo kvalitetni.
če bomo prinašali lepe zgodbe na njihove domove in na njihove računalnike. Tako da upam, da nam bo omogočeno to. In glede mojih bolj osebnih interesov na časopisu, upam, da se bo lahko še malo bolj okrepilo kulturno redakcijo in kulturne vsebine in da se bomo lahko posvečala temu. Za Gorico, da se bo malo bolj okrepilo goriško uredništvo ali ne? Kako ste je v redu zdaj? Za Gorico, da se nam omogoči, da delamo v zasedbi, ki je na papirju, to je 3 časnikarji, kar nam bi omogočilo, da pokrivamo direktno osebno stvari. Sicer moj obet pa se nanaša predvsem na šolsko populacijo. Imam 15-letnega sina, ki ga videvam z neko težavo, da posega po našem časopisu, po Primorskem dnevniku. Mislim, da kot časopis imamo prvo dolžnost, da razmišljamo in negujemo bralce, ki jih že imamo, ampak predvsem, da ustvarjamo novo populacijo naših bralcev in se moramo zato navezovati na najbolj vitalne skupine v narodni skupnosti. In šola je točno to, kar se vsako leto obnavlja. Aleksandar Koren, zadnja beseda vam. Seveda odvisno je veliko tega, kaj bo prinašal novi zakon in seveda, če bo, kakor si vsi pričakujemo, upoštevano to, da je Primorski dnevnik pač dnevnik manjšine in da ne more zadostiti vsem pogojem, ki jih lahko zadostijo državni časopisi, ker pač nima reklame, ker pač je namenjen omejenemu krogu slovensko govorečih, ali tistih, ki govorijo slovensko in berejo slovensko, ne? Tako da to so nekako tisti pogoji, ki niso še zagotovljeni, dejansko pa si predstavljam, da boste vložili maksimalno, kar se da v to, da boste seveda z močmi, ki jih imate, še dodatno okrepili vsebine in skušali biti prisotni posod, kjer boste mogli. Ja, kaj naj rečem. Predvsem nekaj bi hotel povedati, da nikoli ne bi sprejel te vloge, če ne bi vedel, da imam za sabo eno zelo složno, enotno in bi rekel motivirano uredništvo. To je prav gotovo. Meni si paša za želje. Zdaj, želje so podobne željam kolegov, ampak jaz bi si tudi želel nekaj drugega. Ker časopis je do neke mere, seveda mora biti tudi spodbujevalec, soustvarjalec dogodkov, ampak je tudi zrcalo. In meni se zdi, kot je mogoče malo tudi že rekel Igor, da pač časopis sam ne more reševati manjšine. In da se mora predvsem rešiti tudi sama in da se mora nekako vprašati, ali to, kar sedaj delamo, je tudi to, kar v resnici nam zagotavlja prihodnost, prav v smeri upoštevanja mladih generacij, ki so zelo različne, mogoče že od nekoliko starejših, kaj šele od nas starih. Ne? In torej, da je potrebno tudi, da se naša manjšina malo premisli o svoji vlogi in da se mogoče reorganizira in to potem seveda se tudi zrcali v časopisu. Tudi za časopis je lažje potem ponujati kakšne drugačne vsebine in biti bolj privlačen za vse. Ja, ravno to sem razmišljala, ko je Igor Devetak pač omenjal svojega sina, da to pravzaprav velja za vse manjšinske organizacije, kulturna in športna društva, tako da tu ne gre za problem ali vprašanje, ki zadeva samo Primorski dnevnik in vedno govorimo nekako o tem, da bi morali v to ugrizniti, ampak dejansko se to nekako prelaga naprej in mislim, da tudi na tem posvetu Slorija, ki je bil pred kakim mesecem, Poljanka Dolhar, pri katerem si tudi sama sodelovala, kako in kaj, tudi o zastopstvu manjšinskem in tako naprej, seveda. Vprašanje je veliko, ampak vedno smo pri tistem, kaj v teh situacijah, ko ni več tistih sredstev, ki so bila na razpolago tudi za manjšino, kaj je pomembno, kaj je bistveno, kaj je prioriteta, kaj je malo manj, ampak tudi pomembno, da je in tako dalje, seveda po neki lestvici, pa potem kdo bo to lestvico soblikoval, kako, na kakšen način lahko namenjamo temu eno posebno omizje in okroglo mizo, kdaj drugič. Najlepša hvala vsem zelo prijetnim in dragocenim današnjim sogovornikom, Dušan Udovič, bivši odgovorni urednik, Aleksandar Koren, sedanji, novi odgovorni urednik Primorskega dnevnika in pa Igor Devetak, ki vodi uredništvo v Gorici in pa Poljanka Dolhar, ki je zadolžena nekako za kulturne vprašanja, ampak ne samo, kot smo slišali, tudi za vse ostale. Hvala, kadarkoli, če imate kaj novega, kaj pomembnega za to, da posredujemo
sporočamo tudi preko radia našim poslušalcem in poslušalkam, ste dobrodošli v naših oddajah. Hvala lepa in čez nekaj minut pa poročila naših novinarjev Radia Trsta. Srečno!